Evo, nov dan, nov v avtu s Katko in tokrat sem ponosna, da imam končno žensko, ki bo z mano v avtu in dolgo sem razmišljala, kdo bi bila prva ženska, ki bi jo želela tukaj in to je ena punca ženska, ki jo nisem še spoznala in se veselim, da jo zdaj le spoznam, ker je ena taka bombica energije in pozitive. Kratkem z mano, Alija. Ja, dober dan! Čau, bejba! Kak si? Ja, ne moram verjeti. Ej, pa ponos mi je, da imam prva ženska, ki jo gostim, si lahko ti. A si zaklenila avto? Ne. Ker greš zdaj z mano. Tako da upam, da ni ful creepy, ker jaz sem v bistvu razmišljala, da jaz kar tako pobiram neznance malo. The best, meni je ful všeč. Daj se mi malo predstav, daj mi malo povej, oziroma nam vsem, ko je to gledal o sebi. Odvisno, katero plat želiš. Mislim, ja, pač sem Alija, sem stara 26 let. Čakaj, kaj? Koliko si stara? 26 let. Ne, zdaj, okej. Zdaj sem bila tako, ne, pač to, da sigurno ni res, ker sem jaz 26 stara. Tako da, ja, jaz sem še zelo mulc. Okej, ti si stara? Jaz sem stara 38. Okej, to tudi ne bi ti dala, jaz bi ti nekaj 32 mogoče dala. Okej. Koliko dolgo že ustvarjaš ti? Ustvarjam. Jaz imam letos 21. obletnico kariere. Ja, v glavnem. Začela sem dosti hitro. V bistvu moji prvi začetki so bili taki, kar bo večinoma tudi mlade pevce verjetno zanimalo, kako začeti. No, naj začnem recimo s tem že v osnovi, da je bila to prvo pač najpomembnejša, največja strast. In od malega sem pela in plesala in hodila v glasbeno šolo. V drugem razredu osnovne šole sem ustanovila svojo plesno skupino, ki sem jo vodila in potem začetli sodelovala in nastopala smo dosti. Bila sem ful fanica Backstreet Boysov, ful fanica, res, ne vem, meni se je mešalo oči, se spomnim, je kupil kaseto in prinesel enkrat na vaje. In jaz sem se jokala, to je bilo, jaz sem bila muska, to je bilo vse, kar sem videla in... Sam da boš videla, moja generacija smo bili pa Bebop, Game Over in tudi Alija. Tako da, ko sem parim kolegicam povedala, da tebe pila, so bile kar tako, oh moj bog, to je moj childhood. Evo, vas pozdravljam vsem. Tako da vidiš, ti Backstreet Boys, mi pa mečkem bolj v Sloveniji. No, sej, a veš, iz Backstreet Boysov, ne, sem pa potem v bistvu prišla v neko malo rebel obdobje. Ampak jaz verjamem, da vse bilo to dosti psihološko povezano, ker mene so zaradi tega, ker sem vedno malo štrlela ven, dosti, kako bi rekla, to se veliko v mladosti dogaja, tisti, ki so malo drugačni, da so jih poskušali malo umiriti, pa dol tišati, pa to zatreti, zato ker so se sami počutili manj vredne. Jaz to čisto popolnoma zdaj razumem, nisem nikoli bila nič pol kasneje jezna na to, ker sem hvala Bogu znala to prefiltrirati. Kvečjemu mi je to dal še večji zagon, zato ker pri meni je bilo vedno, kar ti meni rečeš, ne, ni možno, to ne boš, ti misliš, da ti bo to rata. Ja, to ne bo rata. Skratka, mene so te stvari vse spodbudile in hkrati takrat mogoče za trenutek malo zamorile, ker sem bila najstnica in ko sem govorila o rebel obdobju, je bilo to obdobje, ne vem, Nirvane, Skanka Nancy, kaj bi še, ne vem, Aerosmithov, skratka rock'n'rolla. In jaz sem dejansko začela na ta način, da sem imela svoj prvi rock, blues, funk band, ki se potem vseeno bolj nagibal k funku, bluesu, Almanier de Funk smo se imenovali. Tam sem jaz začela, no, in pol kasneje sem jih jaz vedno bolj v rock'n'rollu začela prepričevati in nekaj nam je šlo, pol so pa fantje bili vseeno, da bi ostali pri tej zvrsti, pa sem jaz sama svoj band ustanovila. In od takrat naprej pač ga haramo in ja, začetki so bili bumpy, je bil rock'n'roll, je bilo marsikaj, ampak zelo poučno. Kasneje potem sem se pa začela malo bolj razvijati v pop izvajalko, kar sem toliko srečna, ker dejansko, jaz mislim, da to vse je eno izobraževanje, kar greš skozi žanre in pa ena širina. Dobar, ej, kaj pa imaš kakšno prigodo, kakšen crazy trenutek, ali pa kaj kakšna je taka zadeva, jak se ti je dobro, da imaš zgodbico z nastopov, strani fanov, ne vem. To, pač
hočem povedati. Zdaj pa ti mene poslušaj. A si to odvezal slučajen? In sem imela ene kopalke tule na magnet klipsno, ampak to je bilo tako močno. Ja. Okej. To je bilo res močno, tako bolj. Mislim, komaj si razno sprava. Jaz sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Bila sem sredi Celja, celo Celje trg, polno študentov, mi koncert in meni se, nekaj sem odprla roke, nekaj sem naredila en klip in meni se knega šteng in se odpre in jaz sem to začutila in sem v tisti sekundi refleks, hvala Bogu, jaz tako in se držim in pol te gleda mojega menedžerja v zadnji in tako, pomagi, on pa kar ne vedo, kaj bi zagrabila. Ne moram verjeti. V glavnem band je špilo, jaz sem šla zadnji, sem se preoblekla, zrihtala smo. Res sem imela srečo. Ali pa imaš očitno neko nesrečo, da vse dol z tebe pada. Ej, a sva videla za to, da malo muske dava? Dejma, kam ste šla? Mislim, poslušale bova tisto, ko znamo najboljše, kaj. Pri vseh ostalih sem spraševala, pri tebi nisem, ker pač imaš svoja dela. Tako da. Da ti iz aviona nekdo zgleda seksi, ker jaz se furam z aviona, vidim mravljce ali pa še teh ne vidim. Moj avion je bil tako fajni. Res, to je bil avion od Croatia Airlines, na katerem sem delala koncert leta 2004. Okay. In ta avion je bil vrhunski in ja, z aviona dal se vidi vse, tudi najbolj seksi frajerji. To je bilo res nepozabno, to je bilo nekaj najbolj norega v mojem lifeu, kar sem naredila. V bistvu se lahko lepo zahvalim tudi za pomoč in vse Domno Mavriču in Kati Mlakar, ko sta pomagala to vse skupaj ustvariti, to je bilo noro. V bistvu Domen je prišel z idejo, ko smo imeli idejo mi nasploh, da naredimo eno najbolj odbito stvar za mojo turnejo Car in nov single Car. Ampak to je bilo to za neki za Simo bila, kaj je bilo to? Ne, to je bilo za, v bistvu bil Mingle. Mingle je bil vse? Ja. Ok, ja. In skratka, in smo se skupaj z Minglom in z agencijo Avi, Domnom Katjo, dogovarjali, kaj bi lahko mi najbolj odbitega naredili, da še ni bilo na tem teritoriju. In Domen kar reče, kar prebija, ja, koncert v zraku, na avionu, pa je tako, ja, v redu, Domen, v redu. Kaj, resno? In pol ideja je bila ta, da mi naredimo koncert med letom, da damo 2 vrsti sedežev odšraufamo ven iz aviona, potniškega aviona, by the way, ga celega polepimo, notimo zunaj, pobrendiramo, torej vzamemo ga za en dan ven iz leta, sploh iz programa in vključeno zraven 2 pilota. Mi predstavimo idejo Minglu in je bilo tako noro, da smo to naredili. Pač ne moram reči. Moj gost. Ej, imam izziv zate. Zdajle na hiter me boš ti naučila, kako pravilno pet.
iz ne vem, kaj to pomeni. Zdaj bom jaz to iz moje laičnega znanja. Nekaj poješ in pol poješ lahko kva skozi nosa, skozi kva poješ. Ja, lej, Kako zdaj... pravilno zapoješ, ne vem, neko višavo? Kaj se je mišalo? Višino. Ja, zdaj stvar je taka, a ne. Kje ti naj začnem razlagati? Recimo, kar se tiče petja, jaz rečem, da v bistvu moraš biti pravzaprav od trebušne prepone do nosu, do neba, bolj pravilno, pretočen, ne? Kar pomeni, pretočen pomeni, da ne pride do preklopa. Preklop se večinoma zgodi, ponavadi pri intonaciji tam GA, pri večini, kar pomeni, da ko greš ti začneš peti na ta način, ne? To je v bistvu nekaj, kar vsakega moti, ker ugotovi, da na višini nima pravzaprav nobene moči, ne? Zdaj, kar pomeni pretočnost, pomeni, da v bistvu ti z spodnjega registra, ja, z spodnjega registra, z preponskega dela greš v bistvu gor v nos, v nebo in nazaj. To pomeni ta pretočnost. Zdaj ti lahko pokažem. To je ta pretočnost, ne? To pomeni, da pa... Ful enega dela, mislim, ene kontrole. Ja. Ful. Ne? In je tudi razlika, če ti jaz recimo bolj odpojem napačno, a ne? Ja. And I will always love you. No, to sem jaz. In pol meni žena skozi, potraj tih, ker piskaš. Ja, zato, ker bi mogla znižati register. Če pa ti zapoješ... Sam, če ga pa znižal, sem pa pol tako, Ne, ti znižaš, ti greš oktava dol. Ne vem, kaj grem. To je drugo, to je oktava dol. Register pa pomeni, da v bistvu ti, tako bi, rečejo, da iz čevlov ali pa z gat poteknejo zvuki. To je res, ne? Kar pomeni, od spodje vzameš in kontroliraš. And I will always love you. I will always... Veš, to je pa od spodje, ne? Od kje potekneš tak glas? To meni jasno, ne veš, tak majhen telešček. Pa to nima veze. Ja, saj vem, ampak vseeno tako, kako je to možen? Pa, ne vem, mislim, vsaka čast, noro. Koliko je pa drugač, ko nastopaš, to sem jaz meri to čudovala, ko plešete pa pojete skup. Jaz vidim, ko skačem, kje da bi jaz zdaj še ful na glas mogla, pa na glas kontrolirano recimo pet. Koliko je to? A je to ful, mislim, to moraš imeti prav kondicija, ne? Ja, veš kaj, vse to dejansko pride spet z kilometrino, ampak ja, lej, jaz recimo tečem, na ta način si kondicijo nabiram. Gledaš po Savinski Aljo, a veš? Kaj pa je kakšna stvar o tebi tako ful zanimiva, ker mogoče ne ve čisto vsak, kaj sliš tvoje ime. Da je kaj takega o tebi, ali da je kakšen tvoj skrit talent čuden, ali da ne vem, karkoli, imaš kaj takega, da lahko podeliš z nami, da se spomniš zdajle? Ful rada kuham pa pečem, to ni nič takega v bistvu. Kaj pa rada kuhaš? Oh, you name it. Čevapčičev ne? Pa dober, tudi naredim, če treba, ampak jaz ful rada delam morsko. Ja. Res, to ful rada. No, vidiš, zaradi morske hrane jaz ne bi mogla biti vegetarijanc. In tudi ena od stvari, ki jo ljudje mogoče ne vejo, o meni je ta, da obožujem interior design in se v bistvu s tem tudi ukvarjam kot hobi, ampak recimo, ne vem, sem že opremila hišo staršem, pa sem pomagala potem mojo prejšnjo hišo, tudi na morju, tako da to je taka strast, ne znam povedati, jaz v bistvu zanimivo je to, da že ko se vozim, jaz kar renoviram hiše, že kar vem, kaj bi z nje naredila, ampak vidim notranjost, točno vem, kam bi kaj postavila, tako da... Dobro jutro življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri ne vem, a ta moment tukaj šteje. A veš, pri tebi je težko izbrati komade, ker je tu enih komadov bilo, ker so pač dobri. Tako da, svaka čast. Taj tak, happy. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srci. Da bi na vso noč, da bi
obožuje sladice delati. Pač, ok, naredi pa neko, ne vem, izobraževanje vseeno, ampak ne vem, ni pa že v osnovi bil to po profesiji, ne? In recimo zdaj privat peče in ustvarja in je vrhunski. In isto je recimo za pevci, isto je z, ne vem, raznoraznimi drugimi poklici. In prav je tak in treba je spodbujati mlade, ker kako bodo našli, v čemu so res najboljši, če ne bodo poizkušali. Tako pa v bistvu vsi bolj ko neracionalno razmišljajo, ja, veš pejt za ne vem, vrtnarja tam, ne vem, ali pa zobozdravnika, veš tam je tam. Javna uprava. To, kaj raste? Mislim, kaj potem vzgajamo v spodnji? Robote, se ne bojo čutili nič. Ne, se strinjam, ja. Ja, bom, wise words. Tlele, od 26-letnice. Voila! Vej, tukaj je Alija tle nekje okrog. Glej, ne počakam. A miš, da vam srečala? Pa ne vem, čakaj, da je me šla. Drugače, kaj pa najlepši avto? To je moj sanski avto. A res? A greš pogledat not? Ja, grem, ja. A veš, koliko je fajn? Grem pogledat. Jaz sem tudi zadovoljna. Pa fajn je, ker visok, dobro, ti tudi imaš visok avto. Tlej se sam še posloviva za kamero. Hvala lepa. Draga moja, bilo je toliko fajn. Upam, da ste vi tudi uživali, no? Do naslednjič pa se naučim malo pretok. A ja, to boš prišla na 1 uro. Bog ne dej, ko boš rekla, ne bom več tega delala. Ne. Tako da ja, adijo. Mejte se.